Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Vedno smo veseli, ko lahko tukaj v tem našem studiu pozdravimo domače ljudi, ki so v življenju nekaj dosegli, ki so šolani, ki se torej ukvarjajo z različnimi zadevami, ki navdušujejo. V smeri znanstvenih raziskav, potem nekih zadev, ki so danes moderne, kajti danes bo tema moderno podeželje. Pametno podeželje. Pametno podeželje, da ne bo slučajno kaj narobe. In z nami je Ivan Škrlec. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav. No, kaj pravzaprav si predstavljamo lahko pod tem pametnim podeželjem, preden vas seveda podrobno predstavim? Pametno podeželje je zelo široka zgodba in to zgodbo bom razložil na takem čist konkretnem primeru. Bi ga kar predstavil v obliki pametnega telefona. Imamo zdaj že po vsi pametne telefone, vsak reče, moj telefon je bolj pameten od tvojega. Se pa vedno vprašamo, kdaj je telefon dejansko postal pameten. Vemo, da smo imeli telefone že recimo 10 let nazaj. Spomnimo se rumenih, zelenih regel, pa pozneje smo dobili tiste cigle, kot smo imenovali Ericssone. Tisti telefoni so nam omogočali klice, tisti telefoni so nam nekateri že omogočali pošiljanje SMS-ov, ampak nikakor niso bili pametni telefoni. Glede na to, da smo pozneje dobili tudi dostop do interneta, je postal telefon pameten šele takrat, ko smo na nek način začeli posredovati informacije iz našega telefona v zdaj tako imenovan oblak podatkov. Kar pomeni, da se je telefon začel obojestransko, brez naše vednosti pogovarjati s svetom. Takrat je postal telefon na nek način pameten, začel je delovati brez naše vednosti. Kar pomeni, če delamo vzporednico s pametnim podeželjem, takrat, ko se bodo naprave, ki jih imamo doma, okrog, po podeželju, po mestih, dejansko začele pogovarjati med sabo. Pogovor naprav, kot imenujemo naprave v internetu, internet stvari, takrat postane podeželje pametno. No, to je definicija pametnega podeželja. Zdaj govorijo veliko o pametnih mestih. Pri nas je malo težko govoriti o pametnem mestu, zaradi tega, ker vemo, da Slovenija ne poseduje takega velikega mesta, kot je recimo München, Dunaj, Budimpešta ali kaj podobnega. Tam, kjer pride res do izraza to, da se naprave, sistemi, komunikacije potekajo preko različnih nivojev, pogovarjajo med sabo. No, pri nas imamo Ljubljano kot največje mesto, ki pa v bistvu informatizacije, digitalizacije sistemov še vedno nekako pomeni bolj pametno podeželje kot pa pametno mesto. Za pametno podeželje je zelo pomembna infrastruktura. To je kot neke vrste promet, ceste in podobno. In tale pametno podeželje, razvoj pametnega podeželja se začne takrat, ko dosežemo digitalizacijo oziroma razvoj infrastrukture, digitalne infrastrukture nekje na ruralnem območju. No, to je zdaj taka kratka predstavitev pametnega podeželja. Tema postaja vse bolj zanimiva. Pametno podeželje, gotovo tako, kot ste že povedali v uvodu, je to zelo široka tema, tako da bova nadaljevala potem. Sicer pa vas želim najprej predstaviti. Prihajate torej s Koga, ste kleni Kogovčan po srcu in po duši, kot ste dejali, ne ob določeni priliki. Sicer pa vas je torej šolanje najbrž zvabilo v svet, ste univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, smer kibernetika v medicini. Kaj to pravzaprav pomeni? Ja, kibernetika v medicini bi dejansko zdaj postala najbolj zanimiva stvar. Takrat, ko smo se odločali za študij, oziroma ko sem se odločil za študij, je prvenstveno bil moj namen študirati fiziko. Tisti, ki me poznajo iz Koga, so vedeli, da sem hodil okrog po raznih tekmovanjih za fiziko, matematiko in podobno. In res sem začel na fiziki. Vendar se je nekako prvo leto usmeritve na fiziki zelo veliko govorilo takrat, da diplomiran fizik slej ko prej postane profesor fizike. Mene sama profesura ni zanimala, bolj me je zanimala meteorologija na sami fiziki in sem potem se preusmeril na elektrotehniko. Na elektrotehniki pa je več smeri. Ena izmed zelo zanimivih smeri je bila takrat robotika.
In segment robotike, ki se ukvarja z izdelavo naprav, medicinskih naprav, se imenuje tudi kibernetika v medicini. Tako da je to nadgradnja robotike. V celem letniku nas je bilo 10 kibernetikov, vsi smo končali in vem, da se z kibernetiko dejansko ukvarja samo ena oseba, ki je zelo hitro po študiju tudi šla na Dansko in tam začela svojo prakso v kibernetiki. Vsi ostali smo se pa potem na nek način znašli vsak po svoje. Neko čudno naključje se je zgodilo, da sem že v času študija začel z izobraževanjem, tako da sem, še preden sem končal študij, dejansko že postal na nek način profesor oziroma predavatelj in sem na ta način tudi ustanovil svoje podjetje, ki se ukvarja z predavanjem, z izobraževanjem in podobno. Tako da me je pot, kljub temu, da sem se preusmeril iz izobraževanja v elektrotehniko, kibernetiko in tako naprej, prenesla nazaj v smer izobraževanja, predavanja in poučevanja ljudi. Zdaj sama kibernetika, zakaj je zdaj zanimiva, ne? Vsi govorimo o sistemih, o napravah, ki rešujejo človeška življenja. V Sloveniji je teh sistemov oziroma razvoj teh sistemov dosti zakompliciran zaradi tega, ker sama validacija, torej da pride te naprave dejansko v uporabo, je zelo dolgotrajna in zahteva zelo velika finančna sredstva. To se lahko privoščijo le tuja podjetja ali pa recimo podjetja, ki imajo dosti dobro zaslombo v raziskovalnem delu. Tako da se mi v Sloveniji z to kibernetiko bolj ukvarjamo na področju start-up projektov, majhnih projektov in poskušamo tole kibernetiko oziroma tole pomoč skozi naprave ljudem uveljavljati preko majhnih naprav. Zdaj v tem trenutku, v trenutku koronavirusa, nam pride zelo prav tale kibernetika v medicini. Sami veste, da je bila na nivoju države tudi uvedena recimo aplikacija, ki spremlja ljudi in pa povezanost ljudi in pa prenos virusa med sabo. Tako da to je en košček, kjer je tale kibernetika dejansko vpeljana not v samo življenje. Sam sem v svojem delu zraven poučevanja, kjer poučujem obdelavo podatkov, uporabo podatkov v samem vsakdanjem delu, v procesih in podobno, tudi programiranje in podobno. Hkrati skrbim tudi za start-up podjetja in start-up projekte. Lotil sem se, oziroma z ekipo smo se lotili kar nekaj start-up projektov, ki se povezujejo z kibernetiko v medicini. En tak zelo vpliven start-up projekt je bil oziroma je projekt epilepsije. Torej imam z ekipo domeno z imenom epilep.si in se ukvarjamo s tem, da na nek način poskušamo destigmatizirati epilepsijo kot bolezen. Vemo, da je tale bolezen zelo nerodna zadeva in da so bolniki zelo veseli vsake pomoči, ki jo dobijo lahko se strani tehnikov. Jaz vedno govorim, da je tehnika in pa naprave, ki jih imamo v žepu, lahko neke vrste bela palica v smislu slepih ljudi. Imamo naprave, povezane so v internet in lahko preko programov in pa preko napotkov ljudem na nek način pomagamo, da živijo z svojimi boleznimi. No, oprostite, da vas prekinem, kako to deluje, ne? Da dobimo praktični vpogled. Zdaj, pogled, kar se tiče epilepsije, je bila, ko smo šli preko različnih hekatonov, torej tekmovanj, preko katerih smo poskušali razviti neko aplikacijo, je dejansko se na zadnje preusmerila v smer destigmatizacije bolezni. To pomeni, da poskušamo s pomočjo aplikacij in s pomočjo navodil ljudi okrog bolnika z epilepsijo naučiti, kako se v primeru epileptičnega napada naj obnašajo do samega epileptika. Tudi to je že velika pomoč, da ne zamenjajo recimo epileptičnega napada z tem, dostikrat se zgodi, da rečejo, poglejte, ta je pijan ali pa ne vem, je vzel droge ali kaj takega, pa tukaj padel po tleh in ne vemo, kaj z njim narediti, ali se ga pa dobesedno izognejo. Vemo sami, da danes pomoč ljudem že zaradi dostikrat pravnih vidikov postane zelo tako vprašljiva. Tudi v prometnih nesrečah, če pomislimo, ko pride do neke prometne nesreče, ali si sploh upamo nekomu pomagati ali ne. Pri epileptičnih napadih je sorodno. Za epileptika oziroma ob epileptičnem napadu je zelo pomembno,
da se z epileptikom ravna na nek način skrbno in da se predvsem opiše, kako je prišlo do epileptičnega napada, da se spremlja bolnika, kaj se z njim dogaja, zaradi tega, ker morajo pač bolniki poročati o svojih napadih zdravnikov in na podlagi tega potem tudi zdravniki določajo odmere zdravil in podobno. In seveda nasprej terapije. To pomeni, da navodila, ki jih lahko posredujemo na telefonu in podatke o samem bolniku lahko zelo veliko pomagajo pri in po samem epileptičnem napadu. To je, govorimo o destigmatizaciji, o tem, da se začne o tem govoriti, da se potem ljudje nekako lažje vključijo v družbo in da potem nekako lažje živijo v okolju, v katerem pač morajo delovati. Zdaj, naprednost, prihodnost in vse to nas je pripeljala kar do nekaj projektov. Eden izmed takih projektov je bilo ustanovitev Društva električnih vozil Slovenije. Zdaj vprašanje, kakšna povezava je med epilepsijo in Društvom električnih vozil Slovenije, ki smo ga ustanovili z kolegi leta 2009, 2008, 2009. Največji problem epilepsije in bolnikov z epilepsijo je izguba vozniškega dovoljenja. Kakor hitro izgubimo vozniško dovoljenje, dostikrat izgubimo tudi možnost delovanja v službah, možnost dela in pa možnost socialnih stikov. Če omogočamo na nek način, da ljudje lahko vozijo avtomobile, potem se tudi njihovo življenje bistveno izboljša. Električna vozila so omogočala vse leta 2009, ko še ni bila razvita tehnologija avtonomne vožnje, so edina omogočala, da so avtonomno lahko dejansko delovala na določeni razdalji. Kar pomeni, če znamo zaznati epileptični napad in če imamo avtomobil, ki se zna na nek način sam ustaviti, je to na nek način že usmeritev, ker bi lahko pomagali epileptikom, da lahko vozijo električna vozila oziroma da se lahko premikajo. Torej, smernica je bila razviti, videti, kaj se dogaja na področju električnih vozil in vključiti oziroma vkomponirati tista znanja, ki jih imamo z epilepsijo, z temi napravami, z električnimi vozili. Tako da smo začeli kampanjo ustanovitve električnih vozil, potem iz tega postanejo pametna omrežja, smart gridi in podobne stvari. V glavnem, ko si zastaviš takšen cilj, potem dostikrat pride do različnih poti, različnih izzivov, ki se jih lotevaš tako ali drugače. No, mimogrede, povejte, da ste bili človek, ki ste v Makedonijo pripeljali prvi električni. Ja, seveda. Pripeljal sem v Makedonijo prvi električni avto. Dejansko smo naredili leta 2013 prvi reli iz električnih vozil iz Ljubljane do Skopja. To je bil kar velik izziv, predvsem leta 2013. Najprej smo iskali vozila in po dolgotrajnem iskanju smo potem našli celo eno vozilo, Nissan Leaf, ki se je potem peljalo iz Ljubljane v Makedonijo, v Skopje. To je za tiste čase bilo kar izziv in potovanje je trajalo od ponedeljka do petka. V petek nas je na meji čakala televizija, kot seveda prvi avtomobil, ki pride v Makedonijo. Potem smo imeli v petek, soboto in nedeljo konferenco za električne vozila. Makedonci so bili zelo veseli tega, ker se je tudi pri njih ustanovilo društvo. In potem vsa ta kampanja, ki se je razvijala na področju električnih vozil. In tako smo štartali, ponedeljek zjutraj, oziroma šofer je štartal, mi smo ga pa telefonsko spremljali, kako daleč je prišel. Zadeva se je zakomplicirala tam nekje v sredo, takrat, ko smo ugotovili, da polnilnih mest seveda po Jugoslaviji ni bilo, torej bivši Jugoslavija, torej Hrvaška, Srbija in tako naprej, in varovalke, na katere se lahko priklopilo električno vozilo, niso bile dimenzionirane tako, kot smo mi nekako preračunali, da bi lahko prevozili celotno pot v tem enem tednu. V glavnem iz Virovitice pokliče fant v sredo in reče, jaz sem še komaj v Virovitici, mi smo računali, da je v Beogradu. Zadevo smo potem spremenili tako, da smo šli po najet vlečno vozilo oziroma prekolco. Jaz sem zadevo priklopil na moj avtodom in smo šli poiskati tole električno vozilo. Vzeli smo seveda generator s sabo, 4
kW smo vzeli, tako da je bilo zadeva na nek način zamišljena, da peljemo avtomobil na prikolici in istočasno polnimo z elektriko, in to smo tudi naredili. V glavnem, kompozicija prej iz enega električnega vozila je postala na nek način avtodom, na katerem je prikolica, na katerem je generator, ki ves čas polni električno vozilo in potem na koncu električno vozilo. In ko tako pridemo na hrvaško-srbsko mejo, seveda vsi prestrašeni, kakšna dovoljenja, vse moramo imeti, da bomo prišli čez to, so se cariniki samo prijeli za glavo, kaj pa vi zdaj to imate, električni avto, pa mi smo to reli, pa dol gremo v Makedonijo, so rekli super, ta električna vozila so super, to je najboljše politi z benzinom, pa zažgati, pa sam pejte stran. Tako da smo brez dokumentov, brez vsega lepo prišli skozi, brez papirjev, in vmes je bila še ena zgodba, kjer so nas ugrabili in smo za odkup v Srbiji mogli tudi nekaj plačati. Celo kompozicijo električnega vozila, tako to je zelo zanimiva, zelo dolga zgodba. V glavnem, končali smo tako, da smo pripeljali prvi električni avto na mejo, ga potem dali dol z prikolice in se je fizično pripeljal iz mimo Kumanovega do Skopja tale avtomobil. Je pa res, da je ob tej poti tale avtomobil tudi naletel na radarsko kontrolo, tako da je bil tudi prvi električni avto, ki je plačal policijsko kazen za preveliko hitrost. To je bila ena taka zanimiva zgodba o električnih vozilih. No, veliko takšnih dogodivščin najbrž je za vami, ste seveda svetovljan, in ja, tudi avtodomar, mimogrede ste omenili, strasten avtodomar, tudi fotograf in snemalec, montažer. Ja, zdaj moje fotografije se dostikrat opazijo, ne vem, delal sem tudi za nekaj časopisov, za nekaj revij, tudi v kakšni knjigi se opazi moja fotografija. Zdaj dostikrat tudi na Facebooku opazite, mogoče zadnja taka odmevna akcija, ki se mi naredila, so bili sončni zahodi Prlekije, kjer se pač vidi tista moja strast, ki jo imam že nekje od 20. leta, ko bolj ali manj vse zadeve spremljam z fotoaparatom. Avtodomarstvo je pa povezano z mojo športno dejavnostjo. To pomeni, nekje 20 let nazaj sem se začel zelo aktivno ukvarjati z jadranjem na deski, windsurfingom, in seveda to pomeni dosti prevozov opreme, dosti različnih časov, ki jih moraš preživeti v slabem vremenu, še vedno tista žilica iz fizike, meteorologije in tako naprej, ki me vleče k temu, da spremljam vreme, da lovim veter. To je pomenilo potem avtodomarstvo. Ta čas, ko ne čakam, ko čakam na veter, sem pa potem začel se ukvarjati z gorskim kolesarstvom, da ostane človek nekako v kondiciji. Torej, gorsko kolesarstvo, snowboarding, avtodomarstvo, jadranje na deski je tisto, kjer dejansko nabiram energijo in pa vse to za tiste projekte, ki jih poskušam izpeljati. Avtodomar sem več kot skoraj 20 let. Trenutno, če se vrnem čisto na začetek, delam na projektu pametnega podeželja in uvajanja avtodomarstva v pametno podeželje. Torej, ne teh klasičnih postajališč za avtodome, ampak svojevrstna postajališča za avtodome, kjer bi privabili ljudi na svojevrsten način, na moderen način, na tako imenovano personalizacijo izkušnje, osebne izkušnje, turistične izkušnje in uvedba oziroma privabljanje avtodomarskih turistov v tole naše okolje. No, kako, na kakšen način to je? Seveda spet povezava povratne informacije, povezava telefona, povezava okolja, ki ga imamo, in pa določene stvari morajo biti pa skrivnost zaradi tega, ker je to dejansko poslovna izvedba, poslovna ideja, ki se trenutno izvaja, pa zdaj, če damo vse karte na mizo, potem No, predstavljam si torej, da bo to spet nova aplikacija na pametnem telefonu. Bo spet nekaj novega. Raje recimo takole, bo spet nekaj novega. Zdaj, pri opisu, ljudje me vedno vprašajo, s čim se pa ti dejansko ukvarjaš? Tako kot me vprašajo, kje ti dejansko živiš.
Lepo ste povedali, ste Klen Kogovčan, ja, res sem Kogovčan. Ja, hišo imate na Kogu. Hišo Vinograd, pridelujem vino. Ja, se lahko pohvalim, da sem eden izmed redkih Kogovčanov oziroma ljudi, Prlekov, ki je svoje otroke naučila prleščino v ljubljanskem okolju. To pomeni, otroci so se rodili v Ljubljani, hodili v šolo v Ljubljano, ker pač delujem po celi Sloveniji, sem imel stanovanje v Ljubljani in so tudi otroci živeli tam. Malo se teže pač preseliti na neko tako okolje, kot je Kog, iščeš službo, iščeš vire preživetja. Ampak otroci so se naučili prleščino, kleno prleščino sredi Ljubljane, ne. Tako da sem domačin na nek način. Moje vprašanje čisto na začetku je bilo, ali intervjuji praviti v prleščini ali v slovenščini. Zelo rad uporabljam prleščino, zelo rad govorim prleščino in tudi predstavitve, ki jih poskušam narediti in predavanja, ki jih poskušam po Sloveniji peljati, dostikrat začenjam z tem našim prleškim virom, iz katerega izhajam. To, ko ste rekli, ne, Kleni Kogovčan, projekti, ki jih poskušam tukaj uvajati, en izmed takih projektov je bilo ustanovitev društva Antonovanje na Kogu. Tam sem bil tudi ustanovni predsednik in nekako zbral ljudi skupaj, da smo potem začeli tole kampanjo. Zelo vesel sem, da ta kampanja prišla do tega, da imamo letos 10-letnico samega društva, da imamo Matjašeka, da imamo na nek način tudi neko svojo himno, da je postala Čurka nekaj zelo pomembnega v Sloveniji, kar se tiče kulinarike in da tale kraj dejansko tudi predstavlja. Vedno taki novi izzivi, novi projekti, nekaj čist, bi rekli, odštekanega, so izziv zame. Pogovarjal sem se 2 leti nazaj z gospodom Rajkom Topolovcem, ko je predstavljal knjigo Vešmešter. Rekel, veš, tvoj dedek je bil pa vešmešter. Pa vprašam, ja, kaj je to, ne? Veš, tvoj dedek, dejansko sta oba dedeka bila vešmeštra. Še neke slike obstajajo, ne? Ja, res so bili vešmeštri, ne? To pomeni, da so se razumeli na vse, pomagali vse posod in da so začeli, da so premagovali tiste prve težave, ki so se zgodile ljudem, rešiti na najbolj enostaven način, torej znajdi se. Pozneje je tudi moj oče bil na nek način vešmešter. Kot avtomehanik je pomagal tukaj v celi regiji ljudem pomagati rešiti težave. Ponavadi takrat, ko so se težave zgodile na njivi, ob žetvi, ob spravilu sena in podobno, potem so vedeli, da ga lahko pokličejo. Na kakršenkoli način je potem poskušal rešiti težave in dostikrat tudi rešil težave. No in tale vešmešter žilica je ostala tudi nekako v meni not. Le da sedaj tale vešmešter ni več mehanika ali pa recimo 50 let nazaj, ko je bila na nek način tesarstvo, eno, drugo, tretje, dedek je bil kovač in podobno, to je zdaj postala informatika. Torej, kadar imajo ljudje težave, poskušajo poklicati in rečejo, Ivan, na kak način bi lahko rešili tole, ne, z informatiko. In potem nastajajo projekti. Recimo takšen projekt je bil tudi na neki način Antonovanje na Kogu. Antonovanje na Kogu kakorkoli nima na začetku povezave z informatiko. Je pa sam dogodek zelo močno povezan z digitalnim marketingom. Tako da zelo dober marketing pripelje ljudi v sam kraj in če zelo dobro predstavimo vsebino in zelo hitro in zelo jasno predstavimo vsebino, dostikrat tudi skozi fotografijo, skozi videomateriale in podobno, potem lahko pričakujemo ljudi in potem se lahko tudi vsebina oziroma dogodek izpelje. Pri pridobitvi certifikata Jeruzalem, destinacije Jeruzalem Slovenije, ki ga je pač društvo dobilo za svoje prireditve, smo bili zelo pohvaljeni prav za tale digitalni marketing in za podporo informacij, ki jih poskušamo nuditi na takemu področju, kot je recimo Kog in pa seveda del občine Ormož. Vešmešter. To bi bil dejansko boljši opis kot pa kibernetik medicini, zato ker se res poskušam ukvarjati z stvarmi, pomagati ljudem z enostavnimi stvarmi,
da rešijo svoje težave. Nekako pol leta nazaj, tam nekje januarja, februarja se je veliko začelo govoriti o tej covidu, epidemiji in podobno. In takrat sem bil v leru, bi temu rekli, v prostem teku. Ko se je začel covid, je pa zaživel tale vešmešter, tale znajdi se, tale na nek način projekten oziroma žilica zaživela v meni. Ne? In takrat sem oživel, poln energije, naenkrat postane iz tega prva slovenska platforma za štetje obolelih v Sloveniji, ki je bila prvi teden v marcu. Prikazal sem študentom dejansko princip, kako se dela pravilen digitalni marketing in smo v 2 dneh dosegli z spletno stranjo, ki ima naslov epidemija.si, kar je bilo v tistem času zelo markantno. Tako je 250.000 obiska dnevnega in tako naprej. V glavnem zelo prodorna akcija, ki je takrat v tistem prvem začetku zelo pomagala ljudem o informiranosti, kar se tiče samega covida. Pozneje se je začela tale informacija seveda prešla na uradne medije, kjer so dostopi do informacij dosti bolj jasni in mi kot, majhni privatni lastniki takih domen nismo imeli več kaj početi na tistem področju. Se je pa zgodila potem drugi del, zelo zanimiv del. Zaprle so se občine. In spet vprašanje. Vsak reče, imamo 4 tržnice, kaj je zdaj narediti, vse se je zaprlo, nič ne moremo narediti. V 3 dneh smo naredili virtualno, digitalno trgovino. In je seveda s tole virtualno trgovino tudi nekako uspel z videi, mogoče poznate njegove videe, tudi na ta način, da smo pomagali, da se je ohranila neka pozitivna klima tudi na ormoški tržnici. Tako da smo... No, prostite, da vas prekinem, ampak vseeno želim pojasniti, da ste svak od Slavka Perca, od njegove žene, Romane brat, zato v to smer tudi govorite. Ja, nismo vedeli, da ste tudi zraven pri Antonovanju, čeprav ga na vse načine pokrivamo, nekje v ozadju ste skriti vedno. Zakaj? Ja, dejansko sem ustanovni idejni vodja, programski vodja, zdaj trenutno tajnik društva. Zaradi dislociranosti, to pomeni, ker delam po celi Sloveniji, so mi dostikrat tudi na nek način bile spodbude, da je bil predsednik samega društva. Vendar si ne morem vsega tega privoščiti hkrati. Sem vesel, da ekipa, taka majhna ekipa, kot je, na nek način oživi tole sam dogodek na Kogu. Pomagam pa čist na vseh nivojih, kar se tiče marketinga, kar se tiče same izvedbe. Dostikrat tudi prenašam stole, tako da fotografiram sam dogodek, definitivno pa skrbim za vsebino dogodka in za celoten program, ki se izvaja znotraj samega društva Antonovanje. Postavil sem spletno stran, postavili smo Facebook strani, to zdaj že peljemo kar nekaj let, spodbujamo tudi z novicami preko Facebook strani. In Antonovanje je eden izmed koščkov mojega delovanja tukaj na Kogu. In končno tudi, zelo perspektivna dogajanje, oziroma dogodek. Recimo, da imamo kar nekaj stvari v načrtu še za narediti. Tudi letos lahko povem, zdaj že na nek način uradno, če bodo vse razmere take, kot so zdaj in se ne bodo bistveno zaostrile, bo dogodek Antonovanje tudi v letu 2021 potekal. Torej se ne bojimo tega virusa, nam je samo nov izziv in se lahko tudi pripravimo na to, da se bomo srečali na Kogu ob Čurkah. Moram povedati, v tej žilici tega vešmeštra, da je bil Matjašek, moj pradedek. Torej Matjašek je Gujda Kakla in pa vse tisto, kar se dogaja, in pa vse to, kar se dogaja v ozadju, je iz te žilice, spet iz te veje, in sem zelo vesel, da na nek način ohranjam tudi ta spomin na tega mesarja, ki se je pač sprehajal po Kogu takrat pred leti in so ga poznali nekateri, Matjašeka.
Tako da zdaj ga pa poznamo znotraj pesmic in pa tudi te naše nove himne. No, tudi tisti filmčki promocijski, ki jih ima Slavko Perc, ne, so vaša ideja, so zelo zanimivi, torej posnamete, zmontirate, objavite. Ja, seveda, ukvarjam se, predavam digitalni marketing in pač poskušam izobraziti oziroma pokazati ljudem, da se da tudi s takimi majhnimi napravami, z navadnim telefonom doseči zelo velike učinke na spletu, v socialnih omrežjih in podobno in da lahko na nek način tudi tržijo svoje produkte. Ni pa to edina stvar, ki jo počnem na Kogu, tako da na Kogu imam prijavljena oziroma 3 društva. Torej, govorimo o društvu Jadranje na deski, ki je bilo vse nekaj časa eno izmed glavnih društev v Srednji Evropi, z največ reporti z različnih krajev, torej pokrivali smo od Grčije, južne obale, Francije, Nizozemske in tako naprej, torej sedež je na Kogu, windsurfing se dogaja dejansko na Kogu, surfali smo po na Gajšarskem jezeru dostikrat, pa tudi včasih na Varaždinskem in pa na Ptujskem, pa seveda okrog Balaton, Jadran in podobno. Potem društvo, ki se ukvarja z energijo, torej z varčno uporabo energije, Posveti si, tudi tam ima sedež na Kogu in se na nek način je zdaj v mirovanju, spet bolj z namenom uvedbe pametnega podeželja. In pa društvo Antonovanje, ki ga pa, ko ste že omenili, poznate, poznamo, kjer poskušamo pač podpirati te dogodke ob samem Antonovanju. Zdaj, Antonovanje kot tako poznate bolj iz te čorkarjade, ni pa edina stvar. Ni pa edina stvar, Antonovanje je sestavljeno iz več segmentov, poskušamo skrbeti tudi za kulturne dogodke, za podporo verskih dogodkov, potem imamo dostikrat predavanja, govorimo tudi o delavnicah za otroke, tudi razpis za likovna dela in podobno, potem je ocenjevanje vin in tako naprej, tako da dogodki niso omenjeni samo na Čurke. Je pa Čurka en takšen zanimiv dogodek, zanimiva stvar, ker smo spravili nekaj tako enostavnega, kulinarično tako enostavnega, tako preprostega, na dejansko kulinarični zemljevid Slovenije, če ne celo same Evrope. Sem zelo vesel, ko je lansko leto, to pomeni ne tole letošnje leto ocenjevanja, ampak lansko leto na ocenjevanje prišla tudi Čurka iz Irske, pač našega sovaščana, lahko rečem kar sovaščana Liama, ki je pripeljal black pudding, in takrat so ljudje rekli, kaj je pa zdaj to, black pudding, ja pa to ni Čurka, pa potem nazadnje gotovimo, da to je Čurka. Vesel sem, da ko se peljem zdaj tukaj po okolici proti Ljutomeru, proti Ormožu, da vidim čedalje več polj s posajeno ajdo. Če primerjamo čas izpred 10 let, zelo redko kdo je poznal, kakšne barve je cvet ajde. Zdaj pa ajdo vidimo. In to je nekako v ozadju, podzavestno, ljudje so začeli govoriti o ajdi, kar je pa bil nekako tudi cilj, ne toliko Čurka, ampak sprememba kulture, nekaj novega na področju same kulinarike in na področju samega kmetijstva. Eno sorodno stvar poskušam sedaj tukaj tudi z pametnim podeželjem. Sicer sem imel nekaj poskusov priti v tale segment turizma, industrije, 4.0 in tako naprej v Ormožu, pametnega podeželja. Torej, naslednji segment je, kako spraviti na zemljevid, vinski zemljevid, naš biser, to je šipon. To lahko da bo izziv zame, vsak pravi, kaj pa zdaj digitalizacija, informatika, kibernetik, ne vem, kakšno povezavo ima, ampak na nek način bi bilo isto vprašanje pred 10 leti, kakšno povezavo ima Ivan z Čurko.
Tako. Gospod Ivan, hvala lepa, zelo nas je veselilo, da ste si danes vzeli čas, to je pravzaprav bil uvod, ne? Dejansko o pametnem podeželju tudi govorila nisva. Ne? Ja, tako da bova verjetno morala še nadaljevati in kot vidim, glede na to, da ste ves mešter, ne? Ves mešter lahko govorimo o različnih tematikah. Tako da boste še lahko velikokrat gost tukaj. Ja, hvala z vam, zelo zanimivi človek ste, torej z širokim spektrom delovanja. Hvala lepa, da ste se nam pustili predstaviti danes, da vas pravzaprav sploh spoznamo, da približno vemo, s čem se vse ukvarjate. Gospod Ivan, hvala lepa, veliko uspeha pri delu in na skorajšnje svidenje. Nasvidenje torej. Nasvidenje se vidimo na Kogu, ne? Tam nekje okrog bom sigurno skakal. Ampak nadaljevati o pametnem podeželju pa še moramo. Ja, upamo, ker je veliko zapovedati. Ormož, sama občina Ormož lahko postane en zelo zanimiv segment in zelo zanimiva iztočna točka za pametno podeželje. Ampak o tem drugič. Tako, hvala lepa, gospod Ivan. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Ivan Škrlec iz Koga, kot ste slišali, znanstvenik, bi lahko rekli, ki deluje torej na širokem spektru smeri in področji. Tako da hvala lepa za pozornost, pa se vidimo torej prihodnji teden. Marsikaj se bo še dogajalo, tako da se pustite presenetiti z našim naslednjim gostom. Srečno!